Kranj ima novo razgledno točko. Župan mestne občine Kranj Matjaž Rakovec, župnik župnije Kranj dr. Andrej Naglič in direktor Zavoda za turizem in kulturo Kranj Klemen Malovrh so slovesno prerezali trak pred cerkvijo svetega Kancijana in s tem slavnostno odprli Zvonik kot novo turistično točko v starem mestnem jedru. Nova razgledna ploščad, ki se dviga 40 metrov nad mestom, ponuja veličasten razgled na mesto in okolico. Leta 2019 so se pokvarili zvonovi in tudi cerkvena ura na zvoniku, in ko je gospod Moškrič potem prišel in to obnavljal, se je pokazalo, da je konstrukcija slaba, da so kladiva pretežka, da je strelovod nedelujoč in seveda vedno smo bili še vedno tako pod vtisom vseh izjav meščanov, da bi radi se povzpeli na zvonik, tako da takrat je padla ideja, ko vse to popravljamo, obnavljamo, da tudi omogočimo potem res, da se ljudje s tukaj in širše okolice povzpnejo in to, kot sem rekel, doživijo to enkratnost tega zvonika. Ne gre samo za razgled, vzpon na zvonik je tudi doživetje, poudarja župnik. Ni samo doživetje razgleda na okolico, na mesto, ampak je res doživetje dogodivščina zvonov cerkvenih, melodičnega zvonovja, glokenšpila in pa seveda srednjeveških zidov. Vse to je pravzaprav v enem, ko se človek povzpne na ta 40 metrov visok zvonik. Župan je v izjavi pohvalil odlično sodelovanje med župnijo, občino in Zavodom za turizem in kulturo Kranj. Vemo, da je cerkev aktivna tudi v odkupovanju in pa predelavi stanovanj v starem mestnem jedru, ki jih namenja mladim družinam. Začela se je pa sedaj tudi obnova tako cerkve, za začetek pa zvonika. Velika pridobitev je tudi melodično zvonjenje. Moram priznati, da recimo zelo veliko ljudi je presenečenih, da imamo to v Kranju in prijetna melodija, ki odzvanja čez cel dan. Tako da ja, dobro povezovanje z cerkvijo je pripeljalo do tega turističnega bisera mestne občine Kranj. Prav gotovo je ena bolj zanimivih turističnih atrakcij mestne občine Kranj. Res tukaj se vije prekrasen razgled na celotno okolico mestne občine, vse do Kamniških Alp in pa Alpskega pogorja, porečje obeh rek Save in Kokre, skratka res prelep pogled Kranja iz zraka. Zvonik cerkve svetega Kancijana, najbolj prepoznavne stavbe v mestni veduti, ki je januarja letos postala kulturni spomenik državnega pomena, je odslej tudi uradno odprt za javnost. Do razgledne ploščadi vodi 163 stopnic. Za 600 let starimi zidovi je mogoče videti arhitekturne in zgodovinske zanimivosti cerkve. Posebnost je tudi melodično zvonjenje, s katerim se obiskovalec seznani povsem od blizu. Vsak dan se tako nad mestom slišijo slovenske ponarodele melodije, med drugim tudi melodija slovenske državne himne in evropske himne. Za kakšno pridobitev v Kranju to gre? Odprtje zvonika za obiskovalce je ena zelo fajn pridobitev v turističnem smislu, ne samo za Kranjčane, ko verjamem, da pač marsikdo še ni bil tukaj gor, tudi sam sem bil doslej samo enkrat, verjamem, da se bojo za to odločali, tudi kakšne šolske skupine, da bojo lahko pogledali, kako Kranj dejansko tukaj zgleda. Za tujce je pa to po moje ena zelo pomembna zadeva, ker pač takih stvari si želiš, se pravi, želiš si stvari, ki so posebne, ki jih ne vidiš ravno vsak dan in to jaz mislim, da je ena atrakcija, ki bo zelo zanimiva za tuje turiste. Melodični razgledi na Kranj. Ja, res je. No ja, prebivalci nekateri se še navajajo na nove melodije, ampak so mislim, da veliko bolj sprejete kot pa prejšnje zvonjenje, ki je bilo pač zelo dolgo. Prenova je trajala dobre pol leta, zanjo pa so odšteli 300 000 evrov. Otvoritve sta se udeležila tudi poslanca Državnega zbora. Jaz sem se pred vstopom v parlament ukvarjal z obnovo zvonov, opreme zvonov, namestitvijo novih zvonov in zato sem v letu 2019 smo v župniji Kranj obnavljali vse cerkve.
skupaj z ekipo, katero smo sodelovali. In tako lahko rečem, da ob koncu tistih osnovnih del pri zvonovih je bila z gospodom župnikom sva ustvarila idejo, kaj pa naprej v smislu tega zvonika. Namreč stopnice so bile zelo dotrajane, predvsem pa ta prostor, kjer se zdaj nahajamo, je že 200 let čakal na vsebino. Namreč pred 200 leti je bil ta povišica zvonika narejena in je bila vedno prazna. Tako da najprej je padla ideja z zvončki, glockenspielom tako imenovanem, no in v nadaljevanju pa potem tudi vse ostalo. Tako da ja, dela sem sprojektiral v smislu začetih, potem pa so dokončali vsi tisti sodelavci, s katerimi sodelujem že vrsto let. Kot smo že slišali od gospoda župnika, je ravno to, da cerkev ni samo za vernike, ker ne more biti, ker je tako impozanten objekt, da je vsem viden, vsem slišen tudi preko zvonov, tako da s tem pa tudi vsem ostalim približamo lepote tistega, kar so že stoletja, skoraj tisočletja tukaj ljudje v Kranju se trudili. Danes so še posebej lepi razgledi. Ja, krasni razgledi so ravno na tej strani, kjer celo lahko pogledujem po vasi moje žene, tako da ja, imam tudi z te občine ženo, tako da sem rad v teh koncih. Pozdravljam to idejo, katera je bila danes otvoritev zvonika, da se je realizirala, da se je dokončala, zato ker to pomeni, da se ljudje zopet povezujemo, sodelujemo in da skupaj lahko naredimo več. Da bomo cerkve zopet približali ljudem, saj zato so ti objekti bili od nekdaj namenjeni. Poglejte, kakšen čudovit dan imamo danes, kakšen čudovit razgled na naše hribe, na naše gore, na Kamniško-Savinjske Alpe. Te so meni najlepše Alpe. Če pogledamo Škofjeloško hribovje, na Karavanke, dejansko, kot bi si srce zaželelo, to tukaj dobimo. Obiskovalci se lahko na zvonik povzpnejo vsak dan med 9 in 17 uro. Vstopnice pa so na voljo na Zavodu za turizem v pisarni in potem sami lahko tukaj le greste, avtomatizirani vhod, to se pravi samo položite kartico, vrata se vam odprejo in potem greste lahko na zvonik in uživate v tem prekrasnem pogledu. In pa seveda, če imate radi glasno muziko, potem tudi počakate, da bo zvonilo.